Dober dan, izjemoma v četrtek, izjemen dogodek. Zvečer smo dobili rimskega škofa, papeža, svetega očeta, pa vlado. Ampak za sestavo vlade še ne vemo, dava na stran. V sredo. Lej, jezuit. Novi papež je jezuit. Jezuiti so skupina v rimsko-katoliški cerkvi, ki slovi po intelektu. A je to pomemben signal, kam bi ga ti umestil? Vsi ti podatki, ki so nam do zdaj na voljo in to, kar smo včeraj videli, bi lahko obljubljali nekaj prelomnega po signalih. Treba je vedeti, da je papež v bistvu ena zelo, zelo močna simbolna osebnost, ki ne rabi niti zadosti govoriti, samo prav se mora postaviti. Če sva že včeraj govorila o strukturi v mrežah, samo pravilno se mora postaviti in to, da so šli po papeža, kot se je pač Frančišek prvi, kar je spet zanimivo, da je Frančišek prvi, sam izrazil na drugi konec sveta, je izredno pomenljivo. Današnji komentarji po svetovnih časopisih, zlasti ameriški, recimo New York Times, na nek način že ugotavlja strategijo pač Vatikana, da težišče sveta prestavlja iz Rima oziroma iz Evrope v tiste dele, v katerih je več katolikov, kjer so bolj perspektivni, v navednicah še tako reče, manj utrujeni in bolj vsebinski. No, druga zelo močna dimenzija je seveda ta, da je ta papež v pač tem, recimo zdaj temu popularno-korupcijskem smislu relativno zelo čista osebnost. Sam potomec emigrantov, to se pravi Evropejec, ki je emigriral, to se pravi še vedno zvezan z ostalim. Skromnež, sam si je kuhal, z avtobusom se je vozil, nekaj neverjetnega, nepojemljivega pravzaprav za svet rimske kurije, v katerem se v bistvu vse blešči, ker se v bistvu in imajo kabriolete. Tako, ja. To je izjemna komponenta, izjemna osebnost, ki ima recimo stik z realnostjo, in tretja je pa tistem, v katerem se lahko midva zdaj lahko majhen ugibava, kaj v resnici je mislil, ko se je razglasil za Frančiška. Ja. Sva danes že imela naporno debato. In raziskovanje, tudi precej raziskovanje. Tvoja teorija, bom izdal tvojo teorijo, ti už pa mojo izdal. Tvoja teorija je, da je Frančišek, prva asociacija pri imenu Frančišek, da je asiški. Ja. Kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo revolucijo, simbolno revolucijo. Se pravi, če imamo na en stran tisto, kar se mi ti namignil, simbolen most med racijom ali racijem, na Ratzinger, mislim, se to ne pokriva, ampak se pa sinonimno sliši. Racijo kot razum, to se pravi neka stroga scholastična racionalnost, visoko spoštovana seveda, na drugi strani pa neka srčnost človeka, ki v bistvu je vstopil v jezuitski red. Jezuitski red sam po sebi je red boja dveh zastav, dobrega in slabega. Po ustanovitelju Ignaciju Lojolskem sam po sebi izredno strikten, izredno strog. Jezuiti so ambivalentni bili v zgodovini, se pravi nosilci velikega razvoja, velike progresivnosti na eni strani, na drugi strani pa kar določene togosti. Doktrinarne togosti. Doktrinarne togosti in pa neke zvestobe oblasti, crkveni oblasti in tako naprej. Vsi so se jih nekako bali, so izredno izobraženi, vsi imajo po 2-3 fakultete, govorijo cel kup jezikov, hodijo po svetu in tako naprej, skratka zgodba. In to, da en jezuit po svoji strukturi, ki je bil celo vzgojitelj mlajših jezuitov, privzame ime Frančiška Asiškega, to se pravi, to je pa lik iz 12. na prelomu 12. in 13. stoletja, nekega mulca premožnih staršev, ki je živel tako rekoč v nekem razkošju in se mu potem v nekih lokalnih vojnah v želji, da bi sam postal vitez, zgodi nek prelom, zlom in postane majhen, se začne pogovarjati z ptiči, živalicami in postane popoln pacifist iz prvotne napuhnjene želje biti vitez.
Frančišek Asiški naredil popolno revolucijo v cerkvi in je seveda temelj oziroma sinonim za uboštvo, sinonim za reveže, za komunikacijo z reveži, za druženje z gobovci, in ta isti papež pa velja tudi za nekoga, ki se je tudi družil z gobovci sodobnega časa, to je z okuženim zajcom, ki je obsojal cerkveno duhovščino, zato ker ni hotela posvečati, krščevati nezakonske otroke, pač z argumentom, to so ljudje, to so ženske, ki so pokazali svoje otroke, jih niso vrnile pošiljatelji v tem smislu, niso delali abortusov in tako naprej, mi se zavzemamo proti abortusom in zdaj jih pa nočete krstati in tako naprej. Skratka, to je človek, ki se je na vsebinski ravni v tej legi poistovetil z duhovno preprostostjo, ki jo je v 12. stoletju v cerkvi inauguriral Frančišek Asiški in kar je pa najbolj zanimivo, potrdil pa Inocent III, ki je bil pa v bistvu papež enega od vrhuncev papeške moči in pa bleščave. Seveda, zdaj se moramo mi da prepričati, da je to sploh res, da je on prevzel ime Frančiška Asiškega, ker tvoja teza je pa bila, dvopiče, Ja, mislim, je še en Frančišek, ki je bil od Ignacija desna roka, ustanovitelja jezuitskega reda. Ja. Frančišek, ki je Ksaver, ki je hodil po svetu, ki je pokopan, hipiji bodo navdušeni v Indiji, v Goji, ki je pač nekaj prečudovitega. Mislim, da eno njegovo roko, da imajo spravljeno v Rimu sicer kot zdaj, interpretacija, ki sem jo jaz od samih jezuitov slišal, je, da je ta Frančišek v resnici pravi jezuit, ki je kot misionar šel zelo daleč v Azijo in je v Indiji tudi pokopan. Itak pri teh stvareh je po mojem tako, da obstaja razlog, zakaj s temi gestami in simboli povzročajo večplastnost interpretacij. Zanimivo je to, da uradne interpretacije še ni, saj celoten dopoldne še nismo zasledili, tudi po izvedovanjih še nismo zasledili. Je pa po drugi strani seveda tudi res, da je Frančišek Ksaverij, to se pravi, tukaj se pa pogovarjamo zdaj v 16. stoletju, to se pravi praktično v renesansi in mislim, da poziv portugalskega kralja, mislim, da bil Janez III, je odšel v misijone in to je bilo takrat, ko se je odkrival novi svet, ko so novi svetovi postali perspektivna tržna niša, politično tržna niša, ko sta se Španija in Portugalska na teritoriju tretjega sveta pravzaprav borile za prevlado, katera je močnejša. Takrat, kasneje v nadaljevanju, če se spomniš, so nastajale jezuitske redukcije tam, kjer so gvaraniji živeli, tam, kjer je na meji med Argentino in Brazilijo, so tisti veliki slapovi, tam tudi tisti veliki slad, tako imenovan Gargante de Diablo, hudičevo žrelo. Skratka, takrat je bil Ksaverij poslan v Indijo in potem je šel v Indonezijo in na Japonsko celo, in na Kitajsko. In se je vrnil in tam je doživljal različne stvari, različne vzpone in padce, da je bil blazno delal, ampak skupna točka med obema tema Frančiškoma bi pa lahko bila, da se je on isto tako zelo veliko ukvarjal z gobovci, z malimi ljudmi in je bila njegova prepričljivost ravno v tem, ker tam je bil tisti budistični kastni sistem in pa veliko glamurja in premoženja, zlasti recimo na Japonskem, ker na dvor sploh nisi prišel drugače kot oblečen v ornat in v bogato svilo. Tako da je on v bistvu moral iz tistih svojih preprostih oblačil se preobleči za njega netipično uniformo, zato da sploh lahko nagovarja oblast, da naj pusti širiti krščanstvo. Ni bil pač različno uspešen. Par dni nazaj smo imeli v Delu na Mnenjski strani objavljen članek, ki ga je pisal tudi član jezuitskega reda, sicer živi v Kaliforniji in tam študira, ki se je spraševal, ali je bodoči papež, takrat še nismo vedeli za ime, nekdo, ki je Rambo I,
ali Janez Pavel III. Ne? Jaz sem mal z njim vzpostavil stik s tem avtorjem Rožičem. Sem ga vprašal, a je Rambo prvi ali je Janez Pavel III. Ne? Nekako tako odgovoril, ne? Da je Rambo, ne? Vendar nosi rokavice ponižnosti. Ponižnosti v smislu, da se bo, zdaj pa malo interpretiram sam, ne, ali pa nadaljujem to, da se bo maksimalno izogibal ošabnosti, ki v kuriji zagotovo obstaja. Ne. Se pravi, kurija zna biti prva točka, ki se je utegne Frančišek lotiti, pa vprašanje pač na kakšen način. Ne? Članek je bil izredno zanimiv, jaz sem ga prebral in moram reči, da tudi v živo sem mislil, da je bil uredniško naslov predelan, pa sem na koncu videl, da dejansko tudi vsebini tako piše, ki je izgleda kot ena taka mala provokacija, ampak očitno zelo učinkovita, pa zelo realistična provokacija. Ampak hkrati sem pa jaz nekaj opazil, ko sem ves čas zdaj poslušal medije, radio, televizijo, pregledoval tuje medije in tako naprej, ne? Da vtis te ošabne cerkve, kakršno poznamo tudi v Sloveniji, ne? Te cerkve presežkov, napuha in kapitala in vse tako naprej, vendar ni cerkev, ki jo prikrite množice hočejo imeti za svojo, oziroma ne odraža tistih vrednot, ki jih ljudje imajo za evangeljske vrednote. In sem imel vtis, da so v tem umestnem času, med že in še ne, med starim, med odišlim papežem in novo izvoljenim papežem, da so nekateri malo spregovorili tako v bistvu dostojno, ponižno, ampak vendarle so vedeli povedati, tudi duhovniki, tudi drugi, ne, so preprosto dali vedeti, da je kar kaj za pospraviti v cerkvi, da se za soočati s kakšnimi zadevami v Vatikanu, kot so banke, kot so pedofilije in tako naprej, in da oni ne kot nezakonski ali pa kot nebodiga treba pripadniki cerkve pričakujejo, da se bo to urodilo, ampak da se bo v bistvu stvar postavila iz narobe na prav. To se pravi, da se bo prava podoba cerkve pokazala. To pričakovanje, da se bo pokazala prava podoba cerkve, ne, hkrati se upada verjetno tudi z strateškim razmislekom kardinalom, kakšna naj bo cerkev prihodnosti. Ne. In o tem je bil zdaj razmislek in komentatorji po svetu so šli v zanimive razmisleke. Gre pa približno za to, ne, ali je katoliška cerkev, ki je bila zdaj 1000 in več let, 1500 let, duhovno, materialno in pa seveda tudi sociološko, to se pravi v upravnem smislu, politično, sociološko, politično vezana na Evropo, ali je zdaj v bistvu dala, glede na to, da je sekularizacija zmagala, da je laična država in laična družba zmagala, ali na nek način novo poglavje v zgodovini človeštva odprla in preprosto zapustila Evropo, tukaj bo še upravno in se v bistvu duhovno preselila v bolj perspektiven svet. To se zdaj kar dosti razmišlja, tako previdno se razmišlja, ne? Ampak ali gre v neko novo podobo in ne samo tako v odnosu do sveta, ampak tudi v odnosu do same sebe. Ne? Zdi se mi, da v odnosu do same sebe ne nakazuje, da bi šla v neko bistveno drugačno podobo, kot mogoče vrnitev k koreninam, kar bi bilo seveda edino za pričakovati. Ampak sociološko gledano je pa interesantno. Ne? Ena stvar mene matra, ne? In sicer tako v biografijah Frančiška, ne, je nekje tam v zadnji vrstici napisano, da je bil, da je tako reči, blagi pristaš teologije osvoboditve, potem pa nekako dodano, ne, da se je od te smeri, ki je v 70-ih, 80-ih letih bila v Latinski Ameriki zelo vplivna, da se je od te smeri oddaljil. Verjetno boš distanciral. Ne? Distanciral. Ne? Vemo, da je papež Janez Pavel II. Bil izrazit kritik teologije osvoboditve, ki ima zelo močno socialno noto, da ne rečemo socialistične note. Ne? Vendarle pa nekako tako, iz tega, kar sem jaz do zdaj prebral, se da razbrati, da so ga sledovi teologije, da so novega papeža sledovi teologije osvoboditve vendarle vsaj oplazili, če že ne močneje vplivali na njega. Če si pred časom prebral intervju v Delu, ki ga je naredil, mislim, da Jensterle,
z Gutierrezom. Ja. To je bilo kakšno leto, 2 nazaj, jaz se točno spomnim, sem ga pa pozorno prebral, ne, ki je v bistvu ena od utemeljitev teologije osvoboditve. Ko tisto stvar prebereš, vidiš, da je to zelo žlahtna stvar, da je to zelo dobra stvar. Ne. Ampak še zmeraj veljajo pa besede Vojtile, Janeza Pavla I., ki v eni od svojih knjig, mislim, da se imenuje Prestopite prag upanja, če jo kdo prebral, ne, napisal o komunizmu, ki ga je seveda sam živel na Poljskem. Ne, je napisal glede komunizma to je logična posledica bolezni, torej je zdravilo, ki pa se je samo sprevrnilo v bolezen. Ne. In oni potem tudi teologijo osvoboditve na ta način tretirajo. Ne. To se pravi nekaj, kar je krik po socialni pravičnosti, po odpravi revščine, ki se oprime tudi marksističnega nauka, marksističnih teorij, ampak v končni fazi pa obvisi na problemu, da ostane pozunanjena in zgubi notranjo komponento, ponotranjeno komponento. Se pravi, bistvena zadeva teološke interpretacije je spreminja človeka, najprej samega sebe kot človeka, potem pa spreminja družbo. Ne? In če se spomniš, bi to analogijo lahko zelo krasno potegnili tudi z mladim Ratzingerjem in v razmerju do Hansa Künga. Hans Küng je kot odličen koncilski teolog med leti 60-62, ko sta bila ona dva koncilska teologa, Janeza 23. oziroma koncila, ki ga je on razglasil. Ne. Oba dva sta predavala na eni od nemških univerz in oba dva sta zastopala relativno zelo progresivne teze. In seveda, takrat je bilo v zraku že nastajanje, se veš, Flower Power Generation, revolucija, taka in vseh vrst revolucije, ne, da, od družbene do seksualne revolucije. In takrat je doživel mladi Ratzinger doživel eno visoko stopnjo strahu, ko je prišel v predavalnico in so neki anarhisti takrat pokazali, kako revolucija izgleda. In takrat se je on obrnil za 180 stopinj in je postal ultrakonzervativen do današnjega dne. Ne. Ker je ugotovil, da to ne ustreza teološkemu modelu spreminjanja človeka navznoter, ki navzven seva spremembo, ne pa obratno, da prebrneš vse sisteme, da potem pa upaš, da se bo navznotraj nekaj zgodilo. Ne. Jaz mislim, da so vsi ljudje, ki so v katoliški cerkvi, vsi ti duhovniki, misleci in tako naprej, ki so v katoliški cerkvi seveda strukturiran piramidalno, ne, zaradi tega, ker se pazi na pristnost pač teološkega sistema, ne, v končni fazi že kot skupnost, kot bratstvo, ne, strukturiran potem na ta način, da delijo podobne ideje. Eni bolj, eni manj. In oddaljenost Buenos Airesa od Rima, ne, da jim bližina teologije osvoboditve večja kot pa do Evrope, je recimo njega mogoče srečala na nekem presečišču, ki se v blagi obliki vidi pač v tem, da se je vozil z metrojem, tam se reče z omnibusom, da si je sam kuhal, se je vozil s kolesom, da je obiskoval ljudi, skratka, da se je srečal nekje na pol poti med teologijo osvoboditve pa med recimo to renesančno nonšalanco srednjeveškega Vatikana, ki rezonira vse do današnjih dni, ne. In se oprijema teh insignij veličastnosti in tako naprej. Skratka, cerkve, ki kot ta trenutek kaže, odhaja. Ne, ker če bo pač dejansko je tole zdaj presenečenje. Ne. Mislim, če bo šlo tako naprej, ne bo midva vsak dan morala komentirati. Jutro bova komentirala Bratuško, ali kako? Kdaj bo vlada nastala? Danes bodo dali seznam ministrov. Ne, ja, kdaj se glasuje? Ne, potem se pa audicija se začne v ponedeljek. Pa v torek bo audicija, v sredo se pa glasuje. No, tako, v sredo se pa na to temo oglasijo. Lahko pa rečeva še kaj o velikih dosežkih slovenskega človeka, ne, če bomo uspešni v smučariji, ne. Za vse ne mora biti. Jaz bi še to poudaril, zdaj se mi zdi zelo pomembno. Ne. Kaj nočeš o smučariji, mislim? Ne, midva nisva za vse pametna, to hočem povedati. Smučarija je že v redu, ne. Sem zato bi mogoče iz športne redakcije kdo kaj povedal. Ne. Dobar, no. Ampak tole bi jaz še, kljub vsemu, se mi zdi zelo pomembno to, kar se zdaj dogaja. Ne. Včeraj si zelo dobro teorijo o koordinatah strukture postavil. Mi je zelo všeč in mislim, da je treba ponavljati o DNK v Sloveniji in tako naprej. Mislim, da je na ravni celotne Evrope in celotnega človeštva zelo podobno in da je v simbolni strukturi zahodne civilizacije katoliška cerkev kotizira izredno visoko in izredno močno. Zato sem že na začetku rekel, da mogoče ni toliko pomembno, kaj bo povedal, ampak kako se bo postavil papež, ne? Kot simbolna figura. Ne? Zdaj, problem je seveda, ne, ko nekdo iz Latinske Amerike pade v nek zelo specifičen kontekst kurije Vatikana z pravili, ki obstajajo 1500 let,
pa imajo neko svojo banko, ki je pralnica denarja in tovarno znamk in kup drugih strukturnih elementov. Cerkvi in Evropi, zdaj smo na tem, cerkvi in Evropi, ki sta utemeljila globalizacijo, ker cerkev je utemeljila globalizacijo, to moramo vedeti skozi teologijo svetega Pavla, ne? Ampak zdaj se jim pa globalizacija vrača nazaj kot omejitveni element njih samih, oziroma govorim za vatikanske kurije. Ne? Ali je kdo za tem stal z nekim čvrstim načrtom, to se pravi po slovensko povedan, da je lobiral z nekim čvrstim načrtom, ali pa je to se pravi, ali je nekdo naredil načrt strica iz ozadja, ali je bil stric iz ozadja? Jaz ne vem nič, ne. Si videl, kdo je v ozadju stal? Kje? Dobro. Na balkonu. Preskočva to, no. Poglej, preskočva to, no, preskočva. Ampak, ali je torej to, ne, to se pravi, da je nek načrt, ki je vodil v lobiranje, ali pa je to, kar je uradna interpretacija delo svetega duha, oziroma recimo temu kontingenca, čista prigodnost, nekaj, kar se zgodi, ne da bi kdorkoli resno načrtoval, pa se potem energije tako zasučajo, da stvar tako pade, a ne, je ta trenutek nepomembno. Dejstvo je, da se to je zgodilo. Dejstvo je, da to pele v neko popolnoma novo paradigmo in če bo tako... Bom pa zdaj jaz ti segel v besedo, ne. Namreč tokrat je procedura izbira novega papeža tekla radikalno drugače kot zelo dolg časa nazaj. Ne? Pravi, kaj se je zgodilo? Ne? Benedikt XVI reče, odstopam, ne? Na kar se naredi prazen prostor, ko lahko bolj ali manj formalizirani razmisleki že potekajo. Ne? Ni šlo za to, da papež umre, žalost, pogreb, ne? Ampak je z odstopom omogočil, postavil prostor, v katerem je nek neformaliziran razmislek vodstva inštitucije lahko potekal. Potem je bilo pa treba ta razmislek, ki je zagotovo tekel, nekam grdo rečeno za kulisju, ga je bilo treba formalizirati. Zdaj si še eno teoretsko in je bilo prostora za razmislek, po mojem, nekoliko več kot v primeru, da bi bili soočeni z naravno smrtjo, naravnim odhodom papeža. Zna biti, da je Benedikt XVI izsilil ta prostor za razmislek. To si zdaj dosti pomembno teoretsko pozicijo spet odprl, tako kot včeraj, z mrežo, s to vrzeljo, in to moramo pa izrecno tudi povedati, da karkoli že ta papež bo naredil, bo lahko naredil samo po volji in pa po gesti od samoumika, po gesti samoumika, žrtvovanja, sorte, se pravi Benedikta XVI. To je treba izrecno povedati, da je, to je bilo prvo presenečenje. Prvo presenečenje pač v tem, da nekdo, ki ima na svetu praktično absolutno oblast, največjo možno globalno oblast, pod sabo praktično simbolno združuje 1,200–300 ljudi, nekdo, ki se ga časti do smrti in nima mandata, ki mu ne preide in se lahko praktično v narekovajih prešverca ali pa, če hočeš, potegne do smrti, v kateri se ga časti z vsemi pač tistimi simboli in rituali, ki k temu pripadajo, in bi mnogi ljudi zato dali vse, pa nikoli tega ne bodo doživeli. On se temu zavestno odpovedal. To se pravi, Benedikt XVI je v bistvu šele svojo zadnjo gesto pokazal svojo res tisto veličino, ker tam kot papež, ki mu je stalno zmanjkovalo nekaj do pravih dejanj od profesorske drže, ni bil tako markanten. Zdaj pa postal zelo, zelo markanten in v bistvu je ta gesta umika vzpostavlja prostor za to, da se je napolnila neka nova prigodnost, neka nova šansa. To pa je dialektika. To je, tle smo že pri teoriji, tle bi mogel Mladena Dolarja priklicati. To je on, mislim, da najboljši, kar sem do zdaj prebral, najboljši sploh, in to zna tako napisati, da ne moreš verjeti na te knjige, če bereš res to pojasnjeno. Mislim, da je točno to. Dobro. Nasvidenje.